Jamo Divje babe na Cerkljanskem, v strmem pobočju nad dolino Idrijce, so 75 000 let obiskovali neandertalci, ki so jih privlačili ostanki poginulih jamskih medvedov. Sledovi neandertalcev, ognjišča, ožgane kosti, kamnita in redko koščena orodja so bili odkriti v različnih plasteh. Leta 1995 je bila v jami odkrita preluknjena stegnenica mladega jamskega medveda, znana kot neandertalčeva piščal. Gre za najstarejši pihalni inštrument na svetu. Starost glasbila je na podlagi datacije plasti, v kateri je ležalo, ocenjena na 50 000 do 60 000 let in je tako najpomembnejši materialni dokaz o obstoju glasbe v srednjem paleolitiku. Nenavaden koščen predmet je bil deležen natančnega proučevanja tudi zato, ker so se pojavili dvomi o njegovih glasbenih namembnostih. Je mogoče, da so luknjice na našem predmetu posledica ugrizov zveri? To je bil namreč dvom, ki se je pojavil. Praktični eksperimenti so jasno dokazali, da je neandertalec s predhodnim vrtanjem, skrbnim prebijanjem te luknjice izdelal tako, da se glasbilo, da se predmet ni razklal. Poleg tega zelo kompleksne tonalne zmožnosti našega glasbila, število luknjic, njihov razpored, njihova velikost, jasno kažejo, da je to delo človeških rok. Rezultati praktičnih preverjanj možnosti zverskega in umetnega nastanka lukenj potrjujejo domnevo, da je luknje izdelal neandertalec. Velikost lukenj, njihovo število in razporeditev niso naključni. Profesor Ljuban Dinkarovski je prišel do revolucionarne ideje, in sicer glasbilo je obrnil na glavo in odkril rezilni rob. To pomeni mesto, kjer se glasbilo igra. To pomeni, da je glasbilo dobilo 2,5 oktavi obsega, kar pomeni, da lahko praktično odigraš večino skladb klasičnih mojstrov, ki jih je tudi on rad izvajal, da dokaže svetovnemu občestvu, da je to res pravo glasbilo, na katerega se da zaigrati vse. Šele na koncu, z sodelovanjem z Žigo Staničem pri kompoziciji Baba, sta se lotila alternativnih tehnik igranja, novih načinov, frulando, petje v inštrument, glissando, več tonov skupaj, multifoni, 2-3 naenkrat. In takrat, ko sem jaz vadil to kompozicijo, se mi je zazdelo, da neandertalec je uporabljal to verjetno ne zgolj samo za igranje nekih tonov, ampak uporabljal tudi za lov, imitacijo ptičev ali divjadi. Neandertalsko glasbilo, najstarejše znano aerofono glasbilo na svetu, umešča začetek instrumentalne glasbe v čas neandertalcev in je izjemno pomembno za razumevanje kulturnega in posredno biološkega razvoja naših predhodnikov. Pri predmetih, kot je piščal iz divjih bab, se v muzeju pogosto pojavi potreba po izdelavi kopije. Na začetku je to mogoče študij v smislu eksperimentalne arheologije, kasneje smo pa za muzejske potrebe izdelovali kopije tudi na druge načine. Po teh prvih kopijah smo na primer naredili kopije s pomočjo kalupov in odlitkov. Zato smo naredili s pomočjo Zavoda za gradbeništvo mikro-CT skeniranje celotne piščali. Na osnovi tega smo dobili zelo natančen 3D model celotne piščali, tako zunaj in znotraj, in to nam je potem omogočilo izdelavo printa piščali. Potem smo pa naredili s pomočjo kopistike še eno stopnjo naprej, namreč rekonstrukcijo inštrumenta, kjer smo s pomočjo kopije Ljubena Dimkarovskega, ki je naredil repliko inštrumenta, se pravi z dodanimi manjkajočimi deli, smo naredili tudi posnetek tega 3D in potem sestavili z originalno piščaljo. Na ta način smo dobili pravzaprav inštrument, ki je v največji možni meri podoben originalnemu inštrumentu.
Glasbilo iz divjih bab je pomembno, ker na razburljiv način posega v živahne diskusije o človečenju. Če pomislimo, da je neandertalec s podjezično kostjo imel vokalni trakt zelo podoben, enak skoraj današnjemu, potem lahko sklepamo, da je bil tudi sposoben govora. Posledično, da je bil tudi sposoben ustvarjanja glasbe. Z tega vidika so naše predstave o neandertalcu kot divjem, umsko zaostalem predhodniku sodobnega človeka gotovo presežene.